N1 podcast s Suzano Lovec. Luka Lisja Gabrielčič, zgodovinar in publicist, in dr. Tadej Troha, filozof, naša redna politična analitika. Dober dan. Živijo. Torej, SD spremembe, socialni demokrati so v spremembah, Tanja Fajon, vidimo, se poslavlja z vrha socialne demokracije. Tadej Beočanin, Jani Prednik in Milan Brglez izgleda, da so v igri za novega predsednika. Lahko se sicer tudi na samem kongresu zgodi kakšen preobrat, s tretjino delegatov lahko še kdo kandidira. Skratka, po Pahorju, Vučiću, Židanu in Fajon, kakšna je torej ta izbira, Luka? Ja, jaz se spomnim takrat, ko so Tanjo Fajon pripeljali in nam jo predstavili kot novo predsednico SD. Ne? To bo tam v Tivoliju, mislim, da tik pred pandemijo in vsemi temi spremembami. In jaz sem bil takrat zelo kritičen, ne? Ker, kako bi rekel, tukaj imamo pravi z eno stranko, ki se hoče pokazati kot tista izmed bolj demokratičnih strank, levo od sredine, z neko svojo strukturo, s kongresom in tako dalje. In jo so dejansko že nastavili v bistvu kot naslednico Židana. Židan je prišel tja, predstavil njo kot naslednico in potem je tisti kongres v bistvu potrdil. Ne? In zdaj se je pokazalo, da je pač ta, kako bi rekel, da je ta model se ni dobro izkazal. Ne? Jaz mislim, da teh 5 let predsednikovanja Tanje Fajon so bile za stranko porazne, da je šla tako rekoč ven z repom med nogami. Ne? Zdaj, drugo vprašanje, kaj ona ima za kot ministrica pokazala, to je neko drugo vprašanje. Ne? Ampak kot bi rekel predsednica stranke, je tukaj katastrofalen v bistvu. Ne? Bi rekel izkupiček njenega predsednikovanja. Ne? Je pa res, ne, da kljub temu pa je SD še vedno je stranka. In jaz sem takrat, ne, ko je bila na nadirju, ne, ko je bila v bistvu, ko je resnično izgledalo, da bo šla pod vsemi, da se bo potopila v vseh anketah, tudi nekako se pustil zvabiti v to analizo, češ da je že konec z SD-jem. In to se spomniš, kako je bilo takrat, ko je propadal Desus. Ne? Vsi smo mu že pisali nekrologe, potem pa naslednji mesec že spet bil nad 4% v anketah. Ne? In nekaj takega se je zgodilo in se je mogel potem res zelo potruditi, da se je potopil. Ne? SD se očitno ne bo toliko trudila, da se bo sama se je potopila, ne se bolj poskuša rešiti. In tukaj se vseeno vidi, kaj pomeni, če ti imaš stranko. Ne? Kaj pomeni, da imaš ti neko strukturo, ki jo ljudje poznajo že 25 let, ne, da ne rečem dlje, in so navajeni voliti za to stranko in vsakič, ko potem pozabijo malo na afere, ko jih pokličajo, koga bodo volili, bodo rekli že spet SD. Ne. Torej, to ti, če imaš neko strankarsko strukturo, imaš neko varnostno mrežo, ki je take nove stranke, recimo, kot je Svoboda, nimajo. Ne. In tukaj se bo dejansko pokazalo prednost te strukture. Ne. Ona je rekla včeraj na Odmevih, zakaj se je meni zgodil ta padec, ko si na čelu stranke, je seveda zgodba padla name, torej govorimo o Litijski, čeprav sama zgodbo nimam nič, mislim, da to je mogoče problem s to, ne, da ni da vsi to vedo, ampak sem plačala ceno kot predsednica stranke. Se vama tudi zdi tukaj, da je žrtev, kot se mogoče malo skuša prikazati Tadej? Ne, mislim, da je tle nekaj je bilo nenaravnega na njenem predsednikovanju te stranke, po mojem ni pač izraslo to iz neke notranje logike. Ne pravim, da je bila najslabša izbira, mogoče je v problemu v tem, da so poskušali nastaviti predsednico, ki bi bila v nekih pogledih boljša, kot je ta stranka sicer. Ne? Mislim, zdaj seveda je pa pač kumulativni rezultat pač najbrž še slabši od tega, kot če bi šli po neki naravni poti. Mislim, jaz, če pogledam to stranko, zdaj vse tako, kot se kaže, že nekaj časa jasno, da bi tako, če se odločijo, bomo funkcionirali v nekem trendu, ki je nam postal naraven v nekem trenutku, v neki trajektoriji, ki je naraven, se mi zdi, da Jani Prednik že dolg časa izgleda kot nek naraven predsednik te stranke. Ne? Zdaj je to dobro, je slabo, pač je meni razmeroma vseeno. Jaz mislim, da v nekem širšem smislu strukturacije celega političnega prostora mogoče celo ne bi bilo slabo, da bi ta stranka se ne trudila
prikazovati se kot nekaj, kar ni. Ker je stranka, ima neko strukturo, ima neko organizacijo, tam ljudje so, ki z nje ne bojo kar tako šli. Ampak ti ljudje so se skozi leta, ko so se novi pridružili, sploh mlade generacije, pa tako stari, ti ljudje so se spremenili. In mislim, da so nekako mogoče vsaj eni v tej stranki razcepeni med tem, kaj naj bi bili kot člani SD ali pa kaj naj bi SD bila, in tem, kar po gestah, po tem, kdo je pri njih najbolj priljubljen in izpostavljen politik, kaj tudi dejansko so, pač, kot bi rekel, bolj stranka nekih lokalnih podjetnikov, oziroma nekega pač tako. Se mi zdi, da zdaj je ta afera, pač seveda, mislim, povzroča meni se tako zdi, tudi če ne bi zaradi tega odstopila, ne vidim tako kakšnega zelo posebnega razloga, samo po sebi, če ni nič kriva, za nič. Ampak, kaj ne rečem. S temi 3 izbirami. Bila je pa zelo jezna takrat, mislim, bila je takrat prva reakcija njena je bila vizavi pač Dominika Švarc-Pipan tako, kar se že smešna. V tem. In neka nemoč proti predsedniku vlade, ki je pustil v bistvu Švarc-Pipan viset, čeprav je stranka se odločila, da bi mogla iti. Tle v bistvu... Ja, tiste je bilo v nekem trenutku, vse je bilo smešno, ker se v nekem trenutku, če sam gledam njene odzive, v prvi fazi je bila blazno ogorčena nad tem, kaj je Dominika Švarc-Pipan naredila in kaj se v njej izreka. Zadeva se je pa končala v tem, da je praktično samo Dominika Švarc-Pipan v nekem trenutku postala edini branitelj Tanje Fajon, kot v smislu vse mi, da so edine, ki držijo skupaj, dobila celo neko retorično podporo. Ampak... Kaj pa te 3 izbire? Torej, ti si že v predniku nekaj rekel, kaj recimo z Brglezom? Stranka dobi, izgubi, se ti ne zdi naravna. Njega ves čas naslavljajo kot prišlek v tej stranki, da je stranka, ne? Ker je pomembno, če si prišlek ali ne. Ja, tako je. Zdaj, če pogledamo rezultate SD-ja na zadnjih volitvah, niso tako bistveno različni od rezultata NSI-ja, recimo. Zdaj pa, če pogledamo strukturo teh glasov, vidimo, da je SD v dosti bolj kočljivem položaju. Ker tam oni imajo 2, 3, 4 kandidate na lokalni ravni, ki imajo daleč nadpovprečen odstotek v svojih okrajih. 1, 2 izmed njih odstopita, ta stranka gre pod 4%. To je zelo, zelo labilno. In eden izmed takih, ki ima nadpovprečno podporo, je Prednik. On ima dejansko tisto, kako bi rekel, podporo članstva, ki ga Tanja Fajon nikoli, tisto, kar zna privabiti svoje volivce. Organsko, to, kar si govoril. V tem smislu organsko. In zato se meni zdi, da bi on bil boljša izbira kot Brglez, iz različnih razlogov. Pač Brglez ni strankarski človek in to mislim v najslabšem pomenu te besede. To je izjava, ki lahko ima pozitivno in da ne bi slučajno kdo mislil, da ga hvali. Je človek, katerega prevzem SD-ja bi signaliziral tudi nek, kako bi rekel, geopolitični premik od neke bolj prozahodne linije ali pa vsaj neke umestne linije, ki je poskušal zagovarjati Tanja Fajon v neko dosti bolj tako ficovsko, slovaško linijo socialdemokracije. In po mojem ne bi znal držati te stranke skupaj. In kar je bil še problem pravzaprav tudi Tanja Fajon. Mislim, jaz verjamem, da ona ni vedela nič, recimo, kaj se dogaja na ministrstvu za pravosodje, ampak verjetno ni padlo na pamet, da je to glavno problem, da ona ni, ker to je pač, kako bi rekel, to je strategija, kako je ona vodila stranko, da se je pač odločila, da te stvari ne zanimajo. Da njo zanima biti zunanja ministrica, to je pač vrhunec njene kariere, k temu je delala in zraven je bila potem še part-time predsednica stranke, ki se je med tem ukvarjala z velikimi problemi. In kjer se je dejansko kopičil resentiment proti njej ravno zaradi tega, da pač ona ima neke svoje zadeve, ki so slučajno biti na enem izmed najpomembnejših ministrstv v državi, ne ukvarja se pa za samo stranko. Pričemer tudi, kako bi rekel, so tudi oni pozabili, da so oni njo postavili. Mislim, njo je izbrala strankovne inpektore, tako rekoč, jo je izbral prejšnji predsednik, torej tukaj se nimajo kaj pritoževati. Ampak, kako bi rekel, ta dinamika je bila zelo jasna. Prednik je človek, ki je gotovo v tem smislu izhaja, kako bi rekel, iz drobovja stranke, istočasno je priljubljen, zna biti všečen in tako dalje. V programskem pogledu, političnem pogledu, voditeljskem pogledu
pa ne vem, ni kaj pokazal, kaj dosti. Ne. Ampak mogoče to je, ne, ko je rekel, mogoče je pravzaprav zdaj niša te stranke, ne, da v bistvu se zaveda, da je stranka 4-5%, ki mogoče lahko aspirira, da bo nazaj prišla na tistih 8-9 in znotraj tega najde neko svojo. Mislim, tako zunaj gledano, ne, mislim, sej, pač pravim, če rečemo organski predsednik, recimo neke stranke, in če je to organska linija, sem to pravim, da če je trajektorija gre v to, da propadejo in izpadejo iz parlamenta, tudi prava. Ne? Mislim se, zakaj bi se mi ukvarjali s tem, da ena stranka nujno mora ostati. Če pač je nekako, če se je ustvarila na način oziroma se tako pretvorila v nekaj, kar nima več dometa, nima več dosega, pač je boljše, da propade v resnici čim prej. Ne? A veš, se mi zdi, da je tukaj problema. Ne? Mislim, nisem nikoli zares verjel to, da bi recimo s Tanjo Fajon, ampak tako na papirju izgledala. Če damo Tanjo Fajon, imamo možnost, da pridemo do 20-25%. To je sigurno bila računica. Skratka, z neko figuro, na katero lahko nalepimo neke čiste druge vsebine, neka sporočila, malo nečist jasna, malo tako, bolj na ravni čiste podobe, pa tako naprej, pa retorike itd. In postanemo stranka, ki v resnici ne bi smeli biti na nek način. Ne. Tako da se mi zdi, malo se mi zdi pretirana ta za Brglezov obrat v geopolitici. Mislim, da tako, bi rekel, prepričanja taka drugačna ima, ampak bom tako rekel, ena od njegovih lastnosti je tudi v tem, da bi, tudi če bi hotel, tudi če bi res verjel v to, da ne bi teh pozicij tako prepričljivo zagovarjal, pa prepričano zagovarjal, kot se ti bojiš. Ja, zato ker še zadnja stvar, ki ga brani pred zdrsom, to je, da nima hrbtenice, ne, to včasih koristi. Ja, mislim, lahko je imeti hrbtenico, rekel, mislim, da ima hrbtenico glih za to, da bi zagovarjal prozahodna stališča, ne, zato je ne rabiš imeti. Druga leva stranka, Luka Mesec je pri nas v intervjuju z Meto Roglič nekako rekel, da bo vezal svoj obstoj ali pa nadaljevanje svoje politične kariere na svoj uspeh oziroma neuspeh pri pokojninski reformi. Tudi stanovanjska politika mu je pomembna, ampak izpostavil pač pokojninsko seveda. Skratka, če bo razočaral sam sebe in odšel, bo tukaj nastal kakšen prazen prostor ali je že zaseden ta prostor? Nisem čisto razumel, sem ta intervju bral, nisem čisto razumel, na kakšen način bo on odšel. Skratka, iz politike? Vem, ampak tako, če je rekel, če na ministrstvu ne bom uspel, potem ne bom več minister. Aha, razumem. Ti se sprašuješ, v bistvu, kdo bo razsodnik tega. Ja, jaz sem razumela, da če on sam sabo ne bo zadovoljen. Vem, ampak bo moral iti na volitve, pa bo morala njegova stranka priti v parlament, pa sestaviti koalicijsko vlado, pa bo potem mogoče lahko razmišljal, ali bo še drugi mandat oddelal. Ne, to ni kar avtomatizem. Okay. Jaz mislim, kot sem jaz razumel, mislim, da bo šel iz politike, ne, se pravi, da bo delal nekaj drugega. Ja. Ne, sej. Ja. Ampak vmes, oziroma na koncu izjemno tudi to, da pač bo zadnji na listi za evropske volitve Levice. Vemo, da se mu zna zgoditi, glede na javnomnenjske raziskave, da bi s preferenčnimi glasovi pač njemu bi ljudje namenjali preferenčne glasove in da se lahko zgodi situacija, ki jo je doživel Borut Pahor, torej da je nekdo izvoljen tudi zadnjega mesta s preferenčnimi glasovi in mora v Bruselj. Zdi se, da si Luka Mesec tega ne želi. Je tako nemogoče to? Mislim, da ni nemogoče. Mislim, da, kako bi rekel, če bi se to zgodilo, bi tako rekoč, kako bi bilo? Bi bilo nerodno zanj, ne? Ker bi moral prevzeti ta mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Ne? Zdaj, mislim, ne vem, je to zdaj novo pravilo ali je bilo že v prejšnjem mandatu, ampak vem, da nekaj časa ni bilo, zdaj pa je, da če si izvoljen, moraš vsaj pol leta ta mandat oddelati. Drugače so nadomestne volitve. V sportem primeru so nadomestne volitve, česar verjetno noben ne bi si upal. Noben se ne bi upal tega narediti. Zapravo, on bo v Bruselj bo šel, če bo izvoljen. Ne? Verjetno to ni njegova prva prioriteta, ampak v tem smislu bi, kako bi rekel,
bi prepustil usodi ali pa volivcem, ne, da oni odločijo, kako bo on zaključil to svojo politično kariero. 5 let biti še v Evropskem parlamentu ni tako slab, kako bi rekel, izhodna strategija iz politike. Mislim, da on ima opcije odprte, ne, da si jo pusti odprte opcije in če bo izvoljen, bo pač rekel, sej jaz sem se dal na zadnjo mesto, ljudje so me izvolili, kar je tudi res. Ne. Tako da. Če smem, mislim, na tej postavitvi človeka na zadnji, to bi rekel, pri prvih evropskih volitvah, če je nekdo to naredil, dal se na zadnje mesto, pa je pol prišlo do, zgodilo se je presenečenje, ljudje so narobe razumeli sporočilo. Mislim, zdaj je jasno, vsi vemo, ko se nekdo da na zadnjo listo, pove, jaz sem se dal samo na zadnjo listo, jaz samo načelno podpiram, samo simbolično podpiram, bom pa sprejemal preferenčne glasove. Ampak tako, nisem nikoli, moram reči, da ne razumem. Kot gesta, ki se mi zdi tako, res bi rajš videl, da bi se postavil na prvo mesto, ker tako prav računalnik v glavi se mi ustavil pri tem, kaj vse je narobe s tem, kot ti to narediš. Se pravi, ti verjameš, ali verjameš, da so ljudje toliko neumni, da ne vejo tega? Potem se vprašam, a ti nočeš, da ki je na prvem mestu, pride not? A res se ti zdi, a to delaš zakaj? Zato, da neko anketo izpolnjuješ, oziroma da drugi izpolnjujejo neko anketo na teh volitvah? Itak ne dobiš rezultatov taj, ki bi bilo, ker volivce spravljaš v precep, v neko razmišljanje, jaz bi ga ful podprl, ful bi mu dal preferenčni glas, ampak v bistvu mu ne bi zaradi tega, ker nočem, da gre v Bruselj, ker ga tukaj to krabimo. Mislim, volivci v težavah, ko bi rad podprl človeka, rekel, jaz njega visoko cenim, kako bi ljudje razumeli. Ampak hkrati pa bi rad, da ostane. Se pravi, jaz dam glas, ampak naj ne šteje. Mešani signali. Mislim, tukaj se mi zdi, da s takimi operacijami se mi zdi tako nepotrebno, v bistvu tako je pod nivojem tega, kar je on sicer v tem intervjuju recimo zmožen povedati. Tako ne razumem, kdo ga je, ne vem, razen, če si res želi iti v Evropski parlament, pa tega noče povedati. To je edina interpretacija, ki se mi zdi tukaj racionalna. No, ker naslednje leta bodo za ministra na tem področju zelo zahtevna, ker pokojninsko reformo čakamo. Mandat se preveša v drugo polovico. Glej, čisto rekel, me zanima od obeh, da ni samo moj pogled. Če pogledamo, ne lezemo v glavo Luki Mescu, kaj se on misli, pa želi, tako naprej. Ampak če pogledamo njegovo podobo, kako se prikazuje, a se vam res zdi, da on noče biti evropski poslanec? Hočeš reči, ali ga vidimo tam? Ja, mislim, mi zgleda kot nekdo, ki to absolutno hoče biti. Bi lahko bil izvoljen, ja. Ja, mislim, ki to tudi hoče biti. Meni se zdi, kako bi rekel, zdaj si 2 minuti razlagal, kako v bistvu splavljaš volivcev precep, če si na zadnjem mestu. Ampak to je fora vsake propagande, vsake reklame. Postaviš to misel v glavo volivcev. Ne se volivci ukvarjali, ali bom jaz dal preferenčni glas za Luko Mesca, ali ne bom dal preferenčni glasu. In potem pozabi na to, da se že odločil, da bo volil za Levico. Ne. To je pač, če ni nič takega kot slabe reklame, potem to niti slaba reklama ni, je zgolj reklama. Ljudje se ukvarjajo s tem, vsi zdaj vedo, da je on na zadnjem mestu, se pravi, ustvariš nek halo. Zdaj, res bi bilo neodgovorno, če bi on ne hotel iti, ampak jaz se strinjam. To je ena izmed možnosti, ki si on pusti odprta. Zdaj pač on ni več predsednik stranke, zdaj on ni več tisti, ki tudi diktira še vedno stvari v stranki, čeprav vpliv gotovo še vedno velik ima. In mlad je, ta politika mu verjetno tudi malo že naseda, predvsem pa njegova lastna stranka verjetno malo že naseda, tak občutek imam jaz. In pač biti evropski poslanec niti ni tako slaba izhodna strategija, predvsem zato, ker jaz se strinjam s tem, da jaz mislim, da to je njemu neka funkcija, ki bi mu ustrezala. On se navsezadnje za politiko na evropski ravni zanima. Jaz mislim, da bom rekel celo tako, da nek pregled nad evropsko politiko in nad notranjimi dogajanji v posameznih državah in notranjimi, bi rekel, političnimi igrami v posameznih državah ima on boljši pregled na tem, kot ga ima Tajna Fajon, recimo. Se pravi, zdaj, zakaj bi pa moral on ostati na vsezadnje? Zakaj bi se mogel z vsemi... Pokojninsko reformo ima za speljati. Ja, se zato verjetno je boljše, da gre na zadnje mesto, pa če bo slučajno ga bodo volivci odločili, da bo šel v...
Ne, Mislim, je pa to res. Jaz razumem, da je to pač, se strinjam, pač neka PR poteza iz enega predala, iz katerega vsi jemljajo. Meni se glih zdi, da za stranko, kot se prezentira Levica, se ne spodob, da jemlje iz teh znucanih predalov te prozorne finte, ker se mi zdi, da to ne bi smel biti njihov stil. Levica počasi zaseda prostor, iz katerega se umika SD. Mislim, naj se odločijo, naj povejo to. Skratka, evropske volitve so pred vrati. Tle so ločena mnenja, a bo to referendum o vladi Roberta Goloba ali ne bo. Kaj vidva mislite? A bojo ljudje glasovali tudi na podlagi tega, kaj si mislijo o delovanju aktualne vlade? Ali so to povsem neka druga razmerja? Torej, v evropskih volitvah je volilna udeležba ponavadi nižja, prizadane v nekolikšni meri, torej v precejšnji meri, ta neudeležba bolj stranke levo od sredine kot pa desno od sredine. Vse tako je bilo do zdaj, mislim, da bo to še naprej. Tako da zdaj imamo enega poslanca več v Evropskem parlamentu, ampak še vedno voliti tako malo poslancev po Dontovem sistemu je malo loterija. Ti dobiš enega poslanca, pa 2 poslanca, to dejansko je odvisno od toliko faktorjev, niti ne od koliko odstotkov imaš, ampak koliko imajo drugi odstotkov in tako dalje. Zdaj, če bo uspel Robert Golob izvoliti že spet svoja 2 poslanca, si bo lahko oddahnil, ker ne bo zgledal to kot nek katastrofalen poraz. Če bi zdrknil na enega, ali da ne ga rečem še manj, to bi bila seveda velik politični udarec. Se pravi, ali bo referendum ali ne, bomo videli po interpretaciji rezultatov. Po interpretaciji rezultatov. Se pravi, kako enostavno bo kako bi rekel, zanika, da je šlo za poraz koalicijskih sil. Kako prepričljivo bo ta interpretacija za njene lastne volivce. Zdaj sprašuješ o tem, ali bo evropske volitve plebiscit v smislu tem? O delovanju vlade Roberta Goloba. Ne, mislim, da občutek imam, da se bo do takrat, da se bo stvari postavljene na ta način, da bojo ljudje razmeroma se vrnili na neke svoje stalne pozicije. Bo šlo za to. Ne verjamem, da bo to potegnilo. Mislim tako, zdaj zelo verjetna se mi zdi opcija, če tako na hitro razmišljam, da bo ljudje na nek način resetirali oziroma razcepili svoje poglede na to, kakšna je situacija tukaj in v bistvu se oprijeli tega, če bo le znali pokazati tako en privid vsaj prave smeri, v katero gre, ali pa privid tega, da so se uredile razmere v koaliciji pa na vladi ali pa v teh strankah, zna biti, da bo ljudje rekli, ok, na parlamentarnih ne vem, če bi jih še volil, na evropskih jih pa bom, tako, ker so vendar neke druge figure, malo so druge volitve, to je tudi moj glas nekako ni čist podpora tem strankam, ampak bolj v tem širšem evropskem kontekstu, bolj idejnem, v tem smislu. Če jim bo uspelo, vse to pravim, moče, če jim bo uspelo tem strankam, recimo bolj na levi sredini, se postaviti ta, čist zdaj načelen anti-evropska ljudska stranka resentiment. Na desni tega problema nimajo. Mislim, da, kako bi rekel, da referendum so bile recimo o Janševi vladi so bile prejšnje parlamentarne volitve. To pač pomeni tako, da stranka, ki je na oblasti, bori si zgubi odstotke, bori si stagnira na teh odstotkih, kot jih je imela. SD se pa nekje tam vmes med tem. In je zelo jasno, da vsi podprejo neko silo, ki je da bi pokazali to, da s tem vlado niso zadovoljni. Mislim, da se to na evropskih volitvah ne bo zgodilo. Ker SDS tudi stagnira. In zdaj je samo vprašanje, kako se bodo prerasporedili ostali glasovi. Ne vemo še niti točno, kdo bo vse nastopil, kdo bo uspel zbrati podpise, ampak mislim, kako bi rekel, ni tega kanala. Mislim, da ljudje nezadovoljstva z Golobovo vlado ne bodo kanalizirali s tem, da bodo glasovali za stranke sedanje opozicije. In zato pač bo zelo težko interpretirati kot referendum. Je pa res, da če bodo rezultati za Gibanje Svoboda katastrofalni, kot so bili recimo za Cerarja takrat, se spomnimo, potem to bo imelo nek vpliv. Če bodo zmerno slabi, mislim, da ne bo imelo kakega posebnega vpliva. Imamo pa trenutno v državi ta referendumski stampedo. Veliko tem se je pojavilo, ki naj bi bile potencialno na referendumu. Vsi o referendumih trenutno govorimo. Dogaja se tudi pri strankah ta neka preračunavanja, referendumska alkimija,
če damo to vprašanje na volitve, ali bi to nam prineslo več ljudi, ki bi za nas glasovali, ali damo rajši, počakamo na jesen in je potem vse skupaj na enem jesenskem dnevu, vsi referendumi. Skratka, imamo tukaj teme od JEK-a, ki je zagotovo bo, torej v drugem bloku nuklearke. Pa to bo jeseni, ne? Tako, jeseni. Potem je zdaj na mizi Gibanje Svoboda dalo, torej ali bi dovolili v medicinske namene konopljo, pri čemer moram povedati, da konoplja je v Sloveniji že, pripravki iz konoplje so že dovoljeni v medicinske namene in izgleda ta referendum oziroma ta namera malo zamegljevanje. Torej, tudi če bi nekaj tukaj spreminjali, glede dodajali, omogočali nekaj več, bi to vlada lahko naredila brez tega, da nas sprašuje, kaj si mi mislimo o tem, brez problema. Vprašanje pa je, če ne bodo dodali tudi v rekreativne namene. Potem je tukaj preferenčni glas, zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, opozicijski predlogi pa so bili torej, zaupanje vladi, to je taki, so ustavni pravniki že rekli, da sploh ni mogoč, torej o tako imenovani referendum o drvih, narodi SFRJ, migranti in tako naprej. Kateri od teh referendumov bi prinašal levici, pa kateri desnici, ali v bistvu sploh ni pomembno, ali bomo na te referendume šli, ali je z vidika strank pomembno samo to, da se o tem govori. V bistvu zdaj poslušamo dneve in dneve o beguncih, da poslušamo dneve in dneve o, ne vem, kurjenju, drugih narodov SFRJ in tako naprej. Kaj je tukaj namen? Odgovoriti na to vprašanje, ker jaz na drugače vprašanje odgovarjam. Mi smo poslušali desetletja, recimo, zlasti iz levice, v širšem pomenu besede, kako neodgovorne uporabljati referendume za čisto demagoško nabiranje točk, pa kako neodgovorno je imeti referendume, ki v bistvu nimajo nobenega političnega vpliva, ker bodisi takega zakona ni mogoče sprejeti, se spomnimo takrat o izbrisanih, ker je neustaven, bodisi nima nekega realnega vpliva. In zdaj vidimo vlado, v kateri so 3 levosredinske stranke, kakorkoli hočemo, ki dela natanko to. Zdaj jaz, kako bi rekel, pri evtanaziji še razumem, tukaj je bila tudi igra znotraj koalicije. Nekateri pomoči so pri hoteli prostovoljnem končanju življenja. Ja, v redu. Da povemo bob. Nekateri znotraj koalicije so hoteli, da zakon sprejet. Del, bi rekel, ta najbolj sredinski del koalicije, pač v zadnjem trenutku rekel, moče to ni najbolj pametno, in potem postane referendum nek način, da ti kanaliziraš, že to ne bomo tega zdaj, ker je problematično, tudi zdravniki so večinoma proti in tako dalje. Dajmo to vprašanje na referendum. V redu. Ampak potem pa dajmo na referendum vse. To pa potem grozljivo neodgovorno. In zdaj bi rekel, to trolanje SDS-a, ki bi bilo bolj zabavno, če bi se sami zavedali, da je trolanje. Dajmo pa na referendum še to, ali hočemo to vlado, ali ne. Kako bi rekel, je logična posledica takega načina. Zdaj bomo lahko gremo še korak naprej, pa bo zdaj koalicija predlagala posvetovalni referendum o tem, naj se SDS razpusti, če se že more vlada. Ampak potem smo res v taki politiki, taki kot da vidimo zdaj na Hrvaškem, recimo, vidimo tudi, kam vodi. Ta resnica popolnoma, zdaj mi nismo daleč od tega, ampak popolna degradacija nekega političnega diskurza, neke resnosti. To je stvarno prosto skrajno neresno. En tak referendum si lahko, ali pa 2, recimo, JEK, pa tudi glede JEK-a nisem prepričan. Tukaj bi morali najprej imeti že izdelane načrte, že izdelano strategijo in potem kot kronanje tega, lahko imaš potem referendum. Kam vodi tako uporabljanje referendumov, da v bistvu ti izogneš lastne politične odgovornosti? Smo videli pri Brexitu. Mislim, Brexit, Cameron je natanko s temi referendumi igral neko podobno igro in se mu je potem eksplodiralo v obraz. Tukaj sicer, kako bi rekel, so vložki mnogo manjši, pač ne govorimo o takih usodnih zadevah, ampak je enako neresno, enako neodgovorno to. In glavna neodgovornost je na strani vlade. Zdaj pač opozicija trola potem to zraven, kar
Ampak s tem pokaže, s svojim predlogom pokaže na izvorno neodgovornost same vlade, ki se poigrava s temi zadevami. Ne? Ti si rekel, da boš drugače. Ja, ne. Hočem reči, samo ne bi odgovoril na to, kaj se komu splača, kaj se komu ne splača. Samo pravim, no, ker se mi v bistvu na ta način niti ne da razmišljati, kaj se komu splača. Ker mislim, da je tudi dosti jasno, da edina razlika med to koalicijo in tem, ne, ko si na začetku rekel, da so se pritoževali nad neodgovorno uporabo referendumov, je samo v tem, da bi ta koalicija te referendume predlagala in jih še zgubila zraven. To je vsa. Ampak ker to pupčkanje, komu se kaj splača, komu se ne, za evtanazijo, nekako na desnici obstaja neko mnenje, da mogoče bi to levici koristilo, ne levici sami pa vejo, da jim ta tema levici ne bi koristila. Glede evtanazije, to se mi zdi najbolj edina izmed pametne izmed teh, ker pač to niso dali na referendum zato, da bi ga zgubili, to je jasno. Ne? Mislim, ne bi bilo treba, kar je v redu, kar se mi zdi v redu. Jaz mislim, da ta zakon, najmanj, kar lahko rečem, je, da je dobro, da počaka še par let v predalu. Ne? Nismo v stanju, da to izpeljemo, nimamo nekega minimalnega konsenza in meni se zdi, tukaj se pa strinjam z Brecljem in z marsikaterimi zdravniki, kako cinično neodgovorno, da tebi ti razpada zdravstveni sistem, ne? To je recimo, kar piše Han, da obstajajo recimo glede marsikaterih bolezni v drugih evropskih državah primerljivih ali pa boljših od naših, boljše zdravljene, pri nas v našem sistemu ne obstaja. Namesto, da ti to rešiš, rečeš, ti bomo damo pa evtanazijo. Sem malo cinično rekel. Ker obstajajo pa primeri, konkretni. To so 2-3 ljudje na leto, ki mogoče bi si zaželeli, tako kot je ta gospa, ki je v bistvu morala zdaj v Švico iti umreti. Zakaj ne bi takim ljudem omogočili, da dostojno tle umrejo? Meni se zdi vseeno cinično, da ti sprejmeš tak zakon, ko ti ne ponudiš vsakemu svojemu pacientu, ti imaš znotraj tega zdravstvenega sistema najboljšo zdravljenje, kar jo lahko medicina nudi. Ja, se strinjam. In potem, ko mu to omogočiš, rečeš, ko pa, kadar sprevidi učenost zdravnika in tako dalje, kot je rekel Prešeren, potem pa lahko razmišljamo tudi, ali ti lahko ponudimo tudi, da pač veš, da tukaj ni rešitve in kaj pa potem. Ne? To je potem tisto resno etično vprašanje, ampak na tak način je neodgovorno. Ampak kako bi rekel, dobra plat tega referenduma je, da so ga dali zato, da so ga zgubili. Ne? Da so ga dali zato, da bi ga zgubili. Da bi pokazali, zaenkrat v družbi še ni konsenza, kar je res. Jaz mislim, da v družbi še ni nekega konsenza. In ta zakon ni zakon, ki bi se ga, jaz ta zakon absolutno ne bi sprejel za navadno večino. Niso take stvari, ki jih je mogoče na ta način sprejeti. Vse ostale pa, mislim, to je tako zdaj. Ja, zakaj? Tako se mi zdi, zakaj bi tukaj bil drugačen premislek, in sploh, če grem po vrsti. Zdaj, ta referendum, če bo ta referendum ta koalicija vložila, kolikor tle sedim, za nobeno od teh strank nikoli ne bom glasoval več. Prav, definitivno ne. Zaradi tega, ker se mi zdi, da, pa ne zaradi moje odločitve, ampak mislim, da če si mi predstavljamo, kako bo nek tak referendum, kampanja o tem vprašanju realno izgledala. Pač, če mi mislimo s to državo končati in jo zapreti, dajmo ta referendum, dajmo to na referendum, ker to bo pač pokol. To bo parada največjih ogabarij, ker si referendumi o LGBT v vseh možnih pravicah niso prišli do takole. Zaradi tega, ker kako se bo ta zadeva zagrabila, kako se bo, mislim, ne vem, pač neokusno mi je. Mislim, glih v tem je problem. Mislim, če ti ne znaš zagotoviti, če nimaš ti družbe, v kateri bi neko tako kampanjo lahko vodil na način, da bi, in se strinjam, mora tudi koalicija tukaj točno vedeti, kaj govori, in se bojim glih tega, da bo tudi sami, bo pa strategija vedno enaka, kot je ne da razrešujemo načelno vprašanje, dajmo se pustiti, dajmo biti toliko pogumni, pa res zagovarjati, da to je pravica nekoga v nekih določenih okoliščinah, a bo verjetno rekel, to je bo samo ene par primerov. Tako ponavadi reče. Ali pa tako, kot so rekli, to je bolj manjšina. To ne bo prizadelo. Teh porok bo itak ful manj. Te posvojitev bomo itak blokirali na upravnih enotah. Tako ponavadi postopajo. In kaj bo desnica rekla?
s tem. Ne, vi govorite, da jih bo ful mal, v resnici jih bo ful. In ne bo šlo za prostovoljne, ampak za usiljene konce življenja, šlo bo za umore, za ubijanje, za razvrednotenje starih ljudi, za to, da bojo pač v kante metali in tako naprej. Pač točno veš, da bo tako. Takšna bo kampanja. In zdaj, tako sem rečem, mislim, to je, glej, ne prideš tukaj do konca, ne? Hočem reči, v teh okoliščinah ne rečem, da to ne more biti referendumsko vprašanje, a ne? Ker zdaj, če mi predpostavljamo, zakaj bi predpostavili, da so ljudje debili, a ne, da ne morejo. Ampak, če tisti, ki referendum sprožijo, zdajle vem, da ne bojo znali prepričljivo zagovarjati in bojo v najboljšem primeru vrgli v prve vrste, ne vem, kako bi rekel, pobudnike zakonov, pa ne, kako bi rekel, strokovnjaki. Privaca, ne. Ja. No, kakorkoli, ne. Sem pravim, prenesli odgovornost v bistvu že sami dol sebe, hkrati pa ta referendum vložili, pač nedopustno. Mislim, tako res, mislim, to je nedopustno. Ker sami niso prepričani, zato pa ni v sprejeti. Se pravi, glej, pač, če tako razrešuje, če sami ne morejo, glej, če niso prepričani, pol ne glasujejo, ne vem, kaj ne rečem, ne sprejmi tazga zakona, pa reče. Ja, se tako bi lahko bilo konec. Ne? Mislim, zdaj, če sami niso prepričani, so pri tem zakonu, ki NSI nasprotuje, ne, so tudi pač malo so tam podcenglali, pa grozen, ne vem kaj, učili se bo hrvašk, srbsk, albansk, ne, predvsem, ne, to je glavni problem vedno bil, ne, in so rekli, ok, bomo tam med mami ven vzeli in pol, ne, vse v redu, vse smo mi smo v bistvu točno taki, kot vi, tako da ne se sekirati. Itak ne znajo ene stvari nikoli zagovarjati, ki jo sprožijo. Vse to, res, mislim, spomnim se referendumov o LGBT pravicah in tako naprej. Se je bilo vedno tako, da ali je, mislim, se prepustili. A ne, mislim, kako če ti misliš, da ti to sprejmeš, moraš to pač vprašanje razrešiti. In jaz mislim, tle moraš imeti odgovor. Ne? In zdaj, jedrska elektrarna. Ne? Če ste poslušali na Marcelu zadnjič Gregoriča, ne? Mislim, rekel, dajte dvakrat zavrteti tist prekratek intervju in vam bo jasno, da mislim, da bi tako rekel, da so stvari malo bolj komplicirane, kot izgledajo, ne? Kar se referendumov tiče, mislim, kar se jedrske elektrarne tiče, da, če tako rečem, glede na situacijo, kot smo se že mi tudi pogovarjali, ne? Taka zadeva bo zahtevala seveda kredit, a ne? Tako čisto rečem, bo zahtevala kredit, zelo bo dolgoročna naložba, zelo dolgo traja bo dlje. Rešitev, ki naj bi jo, kako rekel, rešitev na čisti slovenski, zdaj, kar se tiče izpustov, itak vemo, lokalno ni toliko bla bla in tako naprej. Samooskrbno z energijo, mislim, kakšne države bojo leta 2040 na tem prostoru, je tudi vprašanje, pa tako, ne, da, če čistko rečemo, ne, samooskrba Slovenije leta 2045, yes, ne, tako, a bomo, ne, kaj pa veš, kaj samooskrba pomeni. Ampak, spomnimo se na to, ne, zdaj je zima, pa je vreme malo bolj stabilno, ne, kaj se dogaja polet v Sloveniji, ne, zdaj pridejo, mi smo zakreditirani za 50 milijard, ne, plačujemo milijardo dodatnega, ne, na leto zdaj za odplačevanje kredita, pridejo ene poplave, pride druge poplave, pride tretje, četrto, spet nimamo iz kje vzeti, spet, in kaj, na koncu bo tisti projekt ostavil. In bomo imeli pač situacijo, ki tam pred krizo, ne vem, soseske v Španiji, ki so rekli, no, pa gradili stanovanja, ali pa imamo tudi v Sloveniji kakšne take, ne, primere. In tisto, kar mi je bilo grozen zadnjič, zdaj pa, mislim, da isti dan na Odmevek je pa ustavni pravnik Kavčič, ne, ki je pa rekel tako nekako, ne, kakšno je bilo vprašanje, kakšno pa naj bo vprašanje zdaj o jedrski elektrarni, drugem bloku, ne. Je pa rekel, mora biti načelno preprosto vprašanje. Volivcev ne smemo obremenjevati s temi detajli, pa ne vem kaj. Dajmo jih vprašati, a ste za jedrsko energijo v miroljubne namene, je dodal nekaj, da se, ok, v redu. To tudi ni način. Mislim, če imamo referendum,
ne pogovarjamo se o načelnem vprašanju, trenutno se ne pogovarjamo o načelnem vprašanju jedrska energija, ja ali ne. Ko imamo postavljeno eno jedrsko elektrarno za Boga, no? Ja. Mislim, ne? Ali še eno, ne gre niti za nevarnost, gre za to, da je to gigantski projekt, da jaz mislim, da ga res ne v Sloveniji nasploh, ampak niti v Evropi, niti tako praktično ne morejo več speljati, zaradi tega, ker je problem podnebne krize, ki jo jedrske elektrarne obstoječe pomagajo reševati, tako že zbezlav, da ti takih naložb enostavno ne pusti, da jih realiziraš, ker nimaš iz kje vzeti. Mislim, ker te non-stop, to je tako, da hoče neka ekipa, ne vem, v nekem prvenstvu zmagati, pa na vsaki drugi tekmi se enemu noga poloma. Ne gre, ne? Pač zgleda kot, da je na cilju, da imaš kvaliteto v ekipi, zato da si drugi v ligi, ne? Ampak če imaš 10 poškodb na leto, adijo, nisi nič. Luka, kaj bo z referendumom v Jeku? Je zmogla postaviti Jugoslavijo v času naftne krize, prvi blok, v času, ko je bilo to dosti dražje in manj bi rekel, kapitala na voljo. Jaz mislim, da to ni misija nemogoče. Je pa res, da to je problem. Ne? Če se odločiš to reševati z referendumom, greš v bistvu 1 ali pa 2 koraka nazaj. Namesto, da bi rekel, in tukaj se popolnoma strinjam, to je finančno, fiskalno in tehnično vprašanje. Ne? Ki seveda je potem postane politično, ne? Ker ti moraš zorganizirati, ne? Se pravi, moraš začeti razmišljati, točno tako, ne? V desetletjih, ne več v 2 letih, ne? Ko razmišlja naša politična stranka maksimalno. Ne? Rabiš nek konsens, rabiš neko strategijo, ki je finančna, ki pač je zelo zapletena. Ne? In to je nek projekt, ne? Ki mora biti resno izdelan. In zdaj ti v bistvu rečeš, tega v to ne bomo šli, bomo pa vrgli referendum. Ampak sem res greš 2 koraka nazaj, ker potem to, kar tisti vidik, ki je načeloma neproblematičen v Sloveniji, to, da mi imamo že jedrsko energijo, da se ne kot Avstrija ali pa Italija sprašujemo, a bi jo imeli, a ne bi imeli, ne? Zdaj v bistvu regrediramo na to vprašanje, zdaj smo ravno kar, ne, kot da bi bili leta 86, ne, se pravi, zdaj se je zgodil Černobil ali pa Fukushima, bomo ali ne bomo. Dejansko zvedeš to in že spet, in tukaj tudi odpreš, mogoče še ni tako viden, ampak je pa prisoten, odpreš vrata za nek populizem in za neko strašenje in tako dalje. Ne? Odgovornost, ki je na vladi, ker te stvari bi morali vlade in oblast delati, ne, preložiš na ljudi. Ne. Referenduma ne potrebujemo referenduma od 2. In potem tudi, ampak pazi, se pa očitno vse stranke, očitno razen Levice, pa mislijo, da ja. Tukaj je ta... Mislijo, da ja. Hoče dobiti v bistvu zeleno luč, da ne... Ja, da jih ne bodo, da prelagati odgovornost, ne? Ja. Zato, ker je politično toksično nemogoče, da bi politična elita stopila skupaj in rekla, to je naš projekt, mogoče se kdo ne strinja, je majhna manjšina, ampak večina od nas se tukaj strinja, mi bomo prevzeli odgovornost za to, ki je potem odgovornost, da bo to speljano finančno vzdržno, da bo z vsemi posledicami. Ne? In tega se nihče več ne upa. Ne? In zato dajmo na ljudi in potem se lahko govori, saj so ljudje nam dali mandat, ljudje od nas zahtevajo in tako dalje. Ne? Skratka, bilo boljše, da predsedniki strank in predsednice stopijo skupaj na tiskovno konferenco in rečejo, smo se odločili, gremo v gradnjo in potem razrešimo vse te stvari, vse te dileme, o katerih si ti govoril. Ne? Mislim, jaz bi raje, da rečejo, mi se bomo zmenili, mislim to, da zdaj ne bi rad, da pridejo jutri pa reče, odločili smo se, da bomo v gradnjo, ker nobenemu ne verjamem, da ve, za kaj gre. Okay. Mislim, to ne pomeni, pravim, to, da bi bil proti referendumu, nisem rekel, da sem proti referendumu v tem čistko, sem proti referendumu s takim vprašanjem, načeljem in s tem, v kaj bo to prišlo. Če te stranke, pač vem, da najbrž obstaja v celi tej strukturi, če bi rekel, vzamem 50 ljudi iz koalicije pa iz opozicije, pa mogoče obstajata 2, ki veste, za kaj gre. Mislim, ker res je problem, tukaj vemo, da so stališča do jedrske elektrarne itak že dolg časa zelo, niso sam za proti, tudi vis-a-vis podnebne krize, tako. Ker imaš ljudi, ki absolutno pač nasprotujejo temu že od začetka in so bolj v liniji pač
bolj stare zelene politike, imaš ljudi, ki rečejo, to bi bil edini način, da se naredi. Ampak ko to razmišljajo, to so govorili 10-15 let nazaj, so rekli, ok, jedrske elektrarne treba zdaj začeti graditi. Ampak to je bilo 15 let nazaj. To več ne drži. To ni več... Pač če malo si grafe pogledate, vidite, zakaj gre. Pač ni ta moment, ko bi rekel, jedrska energija je zdajle rešitev, ki nas bo še pravi čas, ko bi rekel, ob nekem velikem, ob tveganjih jedrskih odpadkov, pa nesreč, pa ne vem kaj, vendarle rešila, v bistvu izvedla neke sorte zeleni prehod v 15 letih z gigantskimi vlaganji. Ja, zdaj prepozen je. Se ti zdi, da je že prepozen? Zato zaračunati na to in če pogledamo v slovenskem kontekstu, če se bo šlo v gradnjo, mislim, vsi vemo, če se bo šlo v gradnjo jedrske elektrarne, mislim, mogoče bo še za kakšno fotovoltaiko na kakšnem, pač tam nekje, v neki privat bajti, kakšno subvencijo zadobiti za to, da bi pa na strehah blokov v Ljubljani pač to inštalirali, pa ne bo. Tako hočem reči, bo prišlo do reševanja na točki 2040, ko bomo končno lahko ti sprežgali imeli čisto energijo. Do takrat pa, ko bomo do takrat? Ja, kaj smo pa delali do zdaj? In plus, da če bo šlo za to... Te še zgradili, ne? No, Vse isto. Raž bi takrat pač začeli drugi blok. Točno to. Ampak tako pravim, ni, in tukaj se strijam, pač problem je v tem, če ti postaviš to na referendum, to, kar bodo ljudje ob tej nevednosti, ki iz politike seva ven, in ob teh interesih, ki iz politike tudi sevajo, ne bodimo naivni, bojo zmožni samo se odločati, bojo pač, koga bojo poklicali, pač Dušan Plut bo prišel, pa bo govoril. No, ob teh referendumih, pobudah, ti praviš političnem trolanju, referendumi na referendume, smo pa tudi, torej mi smo danes v četrtek snemamo, danes popoldne bo ta zbor stranke SDS na Kongresnem trgu. Zdi se, da stranka SD zelo intenzivira v bistvu svoje nastope, svoje pobude, svoje akcije in zdi se, da smo v nekem predvolilnem obdobju, tudi če nismo v predvolilnem obdobju. Slogan tega današnjega shoda je dovolj, pri čemer vemo, z enim jajem, pri čemer vemo, da dovolj J z dvema J, dovolj JJ, je bil slogan, ki je bil pred 2 letoma aktualen, torej, ko so bili ljudje nezadovoljni z vlado Janeza Janše. Je to spet trolanje? Ne, to mi je res zabavno, zaradi tega, ker oni so ponovadi bili v teh... so bili inovativni pri teh poimenovanjih. Tle se mi zdi, da so šli nazaj. Ta J vzeli stran in neko preprosti dovolj. Tako. Ja, pa dali so gor... dali so gor to fotografijo, Roberta Goloba, ko je imel korono ko je imel zoom javljanja. Jaz sem danes prvič videl, ko sem se vozil po avtocesti, ta plakat, tam nekje pri Brezovici je. In tako se mi zdi, zanimivo mi je, zato ker kdo se tistega momenta spomni kot moment nekega... Kdo se ga spomni kot moment, ki ga velja dati na plakat, da ti mobiliziraš volivce svoje? Ker jaz se ga spomnim kot nek moment, ko bo jasno, da on ne bo zmagal. Ja. Ko bo jasno, on bo raztvural. On se tam smejal, tam iz Kromberka in ti tam tisti debakel, tudi javne televizije, kakor si jo je zamislila Janševa koalicija. Tudi tega ne smemo pozabiti. Tisto je bil glavni šov takrat. Pa dobro, Jelinčič se je spotaknil, to je bilo krasen trenutek, zgodovinski trenutek slovenske televizije. Ampak kdo se ga spomni kot nek trenutek, kako bi rekel, ko se je Golob osmešil, ko se ga je Golob... Samo tisti volivci, ki so potem res glasovali za SDS. In mislim, da je to nek signal, že spet tega, ker vedno govorimo in vedno pišemo, kako
kako nesposobna je SDS, da bi nagovorila kogarkoli drugega, razen njihovih lastnih volivcev. Razen tiste, ki že prepoznajo, ki se identificirajo z tem memom, ki je njihov nišni mem. Ja. Ki ni mem družbe, ki potem, ko je videla Roberta Goloba takrat, je množično glasovala zanj. Oni tle seveda nagovarjajo samo svojo bazo. S tem, in tudi verjetno danes s tem shodom samo svojo bazo. Tudi stranka NSI ima danes ima neki svoj dogodek, ni na tem, ni bila vabljena na to. Ampak se nagovarja pa druge z drugimi sredstvi. Jaz sem recimo spremljala zdaj tudi, ko vabijo na ta dogodek, recimo na Instagramu, o katerem vsi govorimo in smo prejšnji teden tukaj v tem studiu veliko govorili, ker smo se pogovarjali o novih komunikacijskih strategijah Roberta Goloba in Tina Gaber in tako naprej. Na Instagramu recimo na ta dogodek vabijo tudi 3 mlajše članice, ki zelo vladajo Instagram retoriko, vpeljujejo točno vsaka drugo temo, ampak vse te teme, ki nagovarjajo in njihove volivce, ampak tudi širša. Tukaj je strašenje z LGBT, tukaj je strašenje z begunci konstantno. Skratka, ampak retorika je taka, da cilja na druge, ne samo na njihove. To pa je res, tukaj pa je nedvomno prišlo do neke spremembe v kakovosti komunikacije. Tako, mislim, kaj zveni 10-15 let. Takrat, ko so imeli prvi ta shod, ki so vsi potekajo pod sloganom čas, ko ni več časa, kar je v bistvu, kako bi rekel, če imaš ti pred leta 2014 shod, ki se imenuje pod sloganom čas, ko ni več časa, kako je že tisti vers od Zajca, in potem imaš 10 let kasneje pod istim sloganom ali pod istim motom, pač pokaže, bi rekel, votlost tega mobiliziranja. Ampak kakorkoli, takrat se je še govorilo, da mi potrebujemo neko desnico, ki se bomo modernizirala in tako dalje. Zdaj se je modernizirala. Zdaj se je modernizirala. Po formi dejansko res vidimo, sposobnost komunikacije in tako dalje, ampak kako se je modernizirala? Tako da je popolnoma, bi rekel, na liniji Trumpove republikanske stranke, konfederacije na Poljskem, se pravi na liniji najbolj radikalnih desničarskih še mainstream strank v Evropi in na Zahodu. Skratka, hočeš reči, ko smo se pogovarjali v Sloveniji o tem, kdaj bo slovenska desnica se modernizirala, smo imeli v mislih tako imenovano žlahtno desnico. Ki tudi pač na Zahodu ni več. Žlahtno desnico, ki je ni, in dobili smo modernizacijo v tej obliki. Kako ti vidiš ta shod? Trenutno ga še ne vidim. Napoved shoda in tudi intenziviranje v bistvu vseh aktivnosti. Zadeva je šla kar predvsem mimo mene, sem opazil, zaradi tega, ker je bila... Opazil sem takrat, ko je Janša prvič napovedal in ko je rekel, da bo to slovenska pomlad, 21. marec in tako naprej, kar je res. To se pa ne spremeni. Ta pomlad, to pa je res, to bo pa vedno ostalo. In potem po mojem glih to, ko govoriš o tej strategiji, Instagrama ne uporabljam, na Twitterju pa ne sledim več nobenim, oziroma pač imam namutane Janšo predvsem, da ne gledam pa Požarja pa tako naprej. In tako tudi Twitterja ne uporabljam praktično več, kakorkoli že. Sam reči, ne vidim tega in sem včeraj šel glih zaradi tega šel pogledat, jaz sem videl, dogaja se je velika stvar, ta dogodek. Zdaj jaz ne vem, mislim, kaj bomo videli. Samo to je tudi, to je tudi simptomatsko. Tukaj pa je ta razlika, izmed tega, kar je bilo recimo 8 let nazaj, takrat, ko je prišel Trump. Takrat, on je bil verjetno še zadnji izmed teh politikov, ki je lahko izkoristil čeprav on je seveda človek televizije, tega ne smejo pozabiti, ampak je izkoristil še lahko Twitter in ta mreža, ker so bila bolj vidna. Kar se je zgodilo od takrat do danes, je ravno to, da pač celo tisti, ki so very online people, ki spremljajo tako drugačno spletno mrežo, imajo dosti, še bolj kot je bilo pred 8 leti, bi rekel, kanaliziran fokus. Ne dostopajo več, ali pa zelo redko dostopajo, bi rekel, signali in sporočila od zunaj. Po drugi strani je pa, in tukaj govorimo o manjšini, večina ljudi, ki pa z teh medijev sploh ne uporablja,
pa je to dejansko popolnoma nevidno. In zdaj, mi dostikrat pozabimo, kako se postaviti v kožo nekoga, ki vsa ta sofisticirana sporočila prek Instagrama in tako dalje, sploh ne pride do njih, ne? Kako oni vidijo ta shod. In verjetno ga vidijo tako kot eden izmed vrsti SDS-ovih shodov v zadnjih 15 letih, ki so dobesedno vsi po istem kompitu in vsi enaki in ki imajo mogoče možnost, da mobilizirajo svoje lastno volilno telo. Jaz mislim, da ja, do neke mere, ker nezadovoljstvo na to vlado ali pa resentiment in tako dalje, nezadovoljstvo in resentiment je zelo močen. Po drugi strani imajo še vedno, kot so imeli vedno, enako odbojno moč do tistih, ki rečejo, a ne, ta dovolj interpretira z dvema jajama, ne, ki zdaj pa, sicer se nimamo radi te vlade, ampak da bi se pa zdaj vrnili nazaj, ki Janši to pa spet ne. Se pravi, gibamo se, ne glede na vse to, se gibamo znotraj nekih parametrov, ki so zelo stari in znani, ne, istočasno se pa nam prek teh družabnih omrežij dogaja bi rekel, politiziranimi ljudmi, vedno večja polarizacija, vedno manjša tudi medsebojna možnost komunikacije, ki je zelo hitra, ne? In ki nam bo požrla takoj saj eno generacijo politiziranih mladih. Ne? Ti shodi, ne, če bo tako, kot so ponavadi, kar je, se mi zdi zelo značilno, ne? Zdaj, če za tiste protestnike z dvema jajama, kakorkoli, ne, velja, da je vedno nek problem, kako se mobilizirati, kako bi rekel, en občutek, da nisi čisto avtentičen, ko to počneš, pa se malo trudiš, pa daješ neke vsebine, pa neke govore poskušaš organizirati, pa itinerata, pa imaš malo lutke, pa pa malo artistično vse skupaj. Tukaj, recimo, ta linija nima težav s tem. Je pa zanimivo, kako vedno znajo, in to je glih ta razgrnejo, ne, v bistvu navzven, to ne, razcepijo se v bistvu te proteste oziroma te prireditve so ponovadi tako razcepene med neko hipersentimentalnostjo teh lepih petja, teh pesmi nežnih, ki ti srce ogrejo, ne, in nekega v bistvu zdaj po mojem potenciranega v bistvu nekega prikazovanja neke hecne agresije oziroma jeze, oziroma prav demonstriranja jeze, ne, ki se pol včasih to skozi traktor, včasih to skozi ruparja, ki pač šifta, ne, pol to in tako naprej, ne. In se mi zdi, da tle glih tako se dobro pokaže, ne, kako je ta jezni moment oziroma ta agresivni moment je to, kako oni delujejo navzven, sentimentalnost je pa tista, ki njih povezuje, ne? Ker se tako predstavljam, da mora biti, ti boš vedel, no, mislim, na taboru SDS se dobro počutiš. Fajn je. Se bilo je fajn včasih. Tako se dobro počuti. Mislim, se je človek dobro. Zelo fajn je bilo. Še to. Ali, no, ko smo že tukaj, ali se vidite, da bi se, recimo, zdaj je zelo velike te transfobije v teh sporočilih iz vrst SDS-a, homofobije, sporočilo o beguncih konstantno. A mislite, da se bo Logar od česarkoli distanciral? Ne. Ja, nisem pričakoval, mislim, da bomo danes brez njega. Kako je pa to mogoče? Ja, za zaključek pa moramo mi. Misliš, da ne? Ne, tukaj problem je v tem, ker se od takih sporočil še marsikdo drug ne zna pametno distancirati. Ne? Se mi zdi, da so kar ljudje, ki se ponašajo, ne, s tem direktnim govorom pa to, in ki jih trans osebe najbolj motijo, ne, ker se jim zdi tako neki zlaganga. Ne, bi se res bi rad videl, okay, da, če so stvari tako preproste, ne, razloži, torej, kaj naj človek ne bo woke ob tem, a ne, kakšen pa naj bo? Kaj je zdaj? Kaj pa je tvoj odgovor na to? Kako pa naj to dojemo? Naj prepovemo? Naj preganjamo? Naj podpiramo, ampak spodbujamo, ko bi rekel, pocestne milice, da preganjajo? Kaj je zdaj odgovor? Tle se mi zdi, vsi ti anti-woke, tudi teoretiki, tudi javne osebe. Se malo na Žižka sklicuješ pri... Mislim, glede tega je jasno, da ima težave s tem. To je pač, mislim, da tradicionalno malo pobira, kako bi rekel, malo je tukaj v tradiciji slovenskega levičarstva starega, ki se s tem ne zna
spoprijeti. Ja. Ne, jaz mislim, da woke je problem, nisem tukaj bolj strinjal z Žižkom, ne. Ampak na to vprašanje to je velik Stari del, levičar, ne. na to vprašanje, samo stari, na to vprašanje je, ko se vedno sprašujemo, o čem pa govorimo, ko govorimo o neki zmerni evropski resnici, kar je tudi iskreno vprašanje, ker pač to izginja, ne. Ampak recimo, ne, David Cameron, nemška konservativna resnica, republikanci v Franciji. No, zadnje španska, ne, zdaj poteka 20 let od uzakonitve istospolnih porok v Španiji, ne, ki je bila prelomna na nek način, ne, bila prva v katoliškem svetu, ne, če odmislimo Belgijo. So te debate in tukaj je, bi rekel, ta evropska zmerna resnica ponudila nek odgovor. Ne? Kako, če v bistvu ne sprejmemo vseh postulatov te woke pristopa, ne, kaj pa potem? Tukaj nek odgovor je, bi rekel, evropska zmerna resnica dala, medtem ko naša pa ga ne da, ne? Se v bistvu samo šlepa na to v bistvu na čustva sovraštva, ne na zbeganost. Jaz ne bi rekla zbeganost, jaz bi rekla čustva sovraštva, ne, ker to je tisto, kar bolj požene ljudi, pa reče, ja, bom šel, ker pač nam bodo, ne vem kaj, imaginarno vzeli otroke, jih naredili iz straightov, geje in tako naprej, ne. Tako da jaz bi kar rekla sovraštvo. Sovraštvo, ampak kako bi rekel, jaz mislim, da sporočilo, da zdaj ni več samo dveh spolov, ampak imamo paleto spolne identifikacije in tako dalje. To, ne boš mi rekel, da to ni nekaj, kar bi rekel spodjede tla nekega osnovnega zdravega razuma večina ljudi. Ne. Se pravi, to je neka zbeganost. Ne. Zdaj, v drugih družbah, v zahodnih družbah, recimo v Španiji, ne, ki jo poznam boljši, ko bi rekel, ta debata pride po 10 letih sensibilizacije, kulturne, socialne, sprejema teh ljudi, razumevanje in tako dalje. Yeah. Tukaj dejansko je mogoče za večji del, in tukaj ne samo Slovenije govorimo, ne, so se zgodile neke spremembe preveč na hitro. Ne, in ker ni več samo zgolj to, ne, ni več samo zgolj to, da so transspolne osebe vedno obstajale med nami. Ja. Jaz se spomnim, nikoli ga nisem poznal, ker je umrl 10-15 let pred mojim rojstvom, ampak en izmed stricev od moje none, ne, danes, ko poslušam njegove zgodbe in kar se govori o njem, je jasno, da je bil v bistvu, danes bi imel svojo identiteto. Ne. Ampak glej, v 21. danes bi vedeli, da je transspolna osebnost. Ampak v 21. stoletju takrat ni bilo še besedišča in ni bilo možnosti, da bi se to ubesedilo in da bi se mu dalo nek bolj, kako bi rekel, varen prostor pod soncem. Ampak to je lažje razumeti, kot pa potem neko teorijo, ki se veže na to. Ne? Se pravi, to govorjenje, da imam ne vem koliko spolov. Se noben tega ne govori na ta način. Ne? To je v bistvu prikrojeno. Ameriški diskurs je tak. Ne? Mislim, kako bi rekel, ne moramo zanikati, da radikalizem obstaja. Ne? Ker tudi to bo prej slej eksplodiralo. Ampak glej, v 21. stoletju smo mi še zmeri, ti govoriš v bistvu o nekem tvojem prastricu, ne? Ne, kot argument, da samo bi rekel, kako bi rekel, fenomen tega, da obstajajo ljudje, ki se identificirajo z drugim spolom, kot je njihov spolov obročstvo, je vedno obstajal. Ja. V bistvu niti ni fenomen, ampak je nekaj, kar je. To je neko dejstvo, ki ga moderna družba mora nagovoriti. Ne? Ja, ampak hočem reči, smo pa v 21. stoletju, pa se še zmeraj pogovarjamo o tem zdravem razumu. Zdravo razumsko je bilo pred 50 leti tudi to, da ne vem, ženske ne hodijo v službo, pa zdravo razumsko je bilo, da nimajo volilne pravice, zdravo razumsko je marsikaj. To, da otroka premlata, še tudi zdravo razumsko, če ne uboga, je bilo še pred 30 leti. Šlepati se na ta zdravi razum. Zna biti, da je mnogim ljudem, ki kako bi rekel, prezentirajo sebe, kot da imajo s tem velike težave, da je po mojem prišel do razcepa v njihovem lastnem zdravem razumu in da so po mojem bolj sprejeli stvari in se bojijo, da so bolj sprejeli in da se jim zdi zdravo razumsko, da nimajo težav s transspolnimi osebami in z njihovo prisotnostjo ali kakorkoli, ampak da se pol vedno pač spomnijo, da nekoč pa da ne bi smeli, pa ne vem, si rečejo, to pa vendarle malo, sami sebe se ustrašijo v tem smislu, da je to zdravo razumsko, zdaj lahko, potencialno je lahko zdravo razumsko, zakaj ne? Če fenomen, ne, kot si rekel, obstaja,
če ne moramo nikoli vedeti kako bi rekel, ne moramo vedeti obsega, števila, vedno lahko, torej ne moramo reči, umetno so proizvedene, ali kaj, kar pač eni govorijo, se pravi, propaganda jih je silila, da ljudje mislijo, da so neki, kar niso, pa tako naprej. Se pravi, zdravorazumsko je, da se to sprejme. Kaj, v čem je problem? A ni to zdravorazumsko? Ja, meni je. Torej, jaz sem za tak zdravi razum. Pa da se ne mlatijo otrok, pa da se ne ženske lahko hodijo v službo. Ja, mislim, sej to je, sej postali samoumevno. Zdaj problem je v tem, da se tukaj zdravi razum ponavadi prodaja kot neki. Zdravi razum, ko rekel politiki, pa ki govorijo zdravi razum, to vedno pomeni, hočem reči tisto, kar hočem povedati. Ne bom se oziral na to, kaj velja pravila. Zdravi razum se pod to prodaja. Ne pod to, kaj ti vse razumeš, kot da ti je logično, pa ne vem kaj, ampak zdravi razum v tem pomeni, jaz lahko, kadar, če se takole počutim, bom rekel, da mi grejo trans na živce. Ali pa da se mi zdi, da jih je preveč, ali pa se mi zdi, da ne bi smeli mi toliko paradirati. To je to mislijo, ko rečejo, jaz bi samo zdravi razum, samo zdravemu razumu bi pustil, da spregovori. Ne, pač delu svoje osebnosti bi rad pustil, da spregovori takrat, kad ti paše. Pa bi prišel pa domov, pa bil prijazen do svojih bližnjih. Ok, zdaj smo mogoče malo zašli, ali pa tudi ne. Jaz mislim, če smeš še nekaj dodati. Jaz mislim, da se je zgodilo v Sloveniji in še v marsikateri državi, da je v bistvu neka debata, ki je potekala recimo v drugih državah skozi desetletja, zgostila zelo hitro. Recimo, če ste vi šli v Španijo 20 let nazaj, so bili transpolne osebe, mislim, dobro, gotovo so imeli probleme zakonske in tako dalje, no se zdaj tukaj reči, da ne, ampak njihova sprejetost je bila že takrat mnogo višja, kot je danes v Sloveniji. Mnogo višja. Tudi zaradi kulturne produkcije, Almodovare in tako dalje. V Madridu je bilo to popolnoma neki del vsakdana. Pri nas ne. In še vedno ni. In kar se je zgodilo, je, da senzibilizacija teh problemov, njihovih problemov, ki jih je treba rešiti. In istočasno potem ta diskurs, ki ga zdaj vidimo v Združenih državah in v Veliki Britaniji, da se potem pravzaprav zanika biološko pogojenost spola in da se reče, ja, obstajajo ženske z maternico in ženske brez maternice in ta tip retorike, v katerem se danes prepire v Londonu, je to, v bistvu se je pri nas sploščilo v eno samo razpravo. In jaz mislim, da večina ljudi nima dejansko tukaj nekega pregleda nad tem. In se enostavno preprosto... Jaz večino stvari, ki jih vidim o teh temah, so razen par izobraževalnih, zelo korektno narejenih stvari, tudi na nacionalni televiziji, hvala Bogu, recimo. V bistvu jaz večino tega vidim, obstaja kot manipulacija, ki jo širijo določene stranke. Tako da, ja, ampak veš kaj je tukaj ampak dobesedno manipulacije. To, kaj se prilepi, kaj je nekdo rekel in kaj dejansko je. Danes, in to je fenomen, ki je v bistvu razširen, govorili smo o globalni vasi in dejansko danes res živimo v globalni vasi. In to ustvarja neke bizarne probleme. Če se spomniš, 10 let nazaj je bil nek mikrotrend diskursa na desnici, je bila moralna panika na tem, kaj se dogaja v Južni Afriki, kjer naj bi se dogajalo preganjanje belcev. In jaz sem takrat napisal na kolumno o tem, sicer malo bolj tako alegorično, in se mi je zdelo v bistvu bizarno, kako ljudje dan današnji padajo v neke nišne diskurze, participirajo v polemikah v nekih družbah, ki dejansko ne poznajo. In to je treba vzeti za kup. Da ljudje ne živijo, da tudi nekdo, ki tvita iz Vrhnike, ne živi danes samo v Vrhniki. Živi, bi rekel, v nekem svetu, v katerem, če zna angleško, padajo realnosti iz celega sveta v njegovo glavo. In to je tista zmeda, tudi o kateri sem govoril. In mimogrede, mislim, da se danes to zelo jasno vidi, recimo glede vojne proti Gazi in to, kar se dogaja danes v Izraelu in Palestini, ker dejansko je kot da bi cel svet gledal na to, in vsak projiciral neke svoje strahove, svoje predsodke in ta pomešanost neke realnosti, v bistvu vsakodnevne, bi rekel, življenjske izkušnje Lebenswelta, ki smo ga včasih imeli,
in tem bi rekel, medijskem diskurzu, ki je okrog problemu, niti ne nujno umetno ustvarjena, ampak je, bi rekel, ta kakofonija, ki prihaja iz celega sveta, to je neko dejstvo. In jaz mislim, da zanikati to, kako bi rekel, seveda je enostavno reči, moramo se osredotočiti to, kar vidimo tukaj, jaz vidim samo to, ampak ljudje vidijo tudi ljudje vidijo tako to, da se na javni televiziji pojavljajo transspolne osebe, ki govorijo o suvereniteti, kar je pozitivno, kar je treba braniti in je treba zavračati to, da se jih poskuša utišati samo zaradi te svoje identitete. In istočasno to, da poteka zdaj v Londonu razprava o tem, ali je nekdo transfoben, zato ker ne pripozna besedne zveze, da obstajajo ženske z maternico in ženske brez maternic, kot bi rekel, kot zdravorazumsko realnost. Vse to je naša realnost. Ne? Je ta medijsko posredovana realnost od teh bizarnih debat, ki potekajo v anglosaškem svetu, je to, kar živimo dan danes, ko gremo iz trgovine domov, je to, kar vidimo na televiziji. To je ta naša postmoderna župa in v njej moramo žal plavati. Ja, in je hkrati množica manipulacij o vseh teh temah, ki prihajajo in od tukaj in od zunaj. Jaz bi samo, mogoče da končam to temo, bralce in poslušalce in poslušalke in bralke povabila, da preberejo v naši rubriki Poglobljeno. Smo naredili en dober oziroma dobra teksta o transspolnosti. Prej pa, ko smo govorili o jedrski energiji, tudi o tem smo veliko govorili, tudi k temu napotujem, in naredili smo tudi dosje o pravici do dostojne smrti, o tem zakonu, o katerem naj bi glasovali. Ti hotel še kaj reči za konec? Ja, hotel sem samo to reči, ker med tem pregledovanjem 5-minutnim tega Twitterja, desničarskega, je bil spostavljen spet neka afera. Legibitra organizira neke izobraževanja za otroke 9 let stare, neki itd. O temeljih LGBT vsebin. In je pač spet cela pač panika in tako naprej. Ker češ, da se o tem ne more izobraževati otrok, da to ne paše, ker to ne vem kaj, ker so to aseksualna bitja in tako naprej. Kdaj pa, mislim, torej, če gre za družben problem, za vprašanje obstoja nekih stvari, tako kot se o Ateku pa mamici učiš, pa tako, pa o štorklah, pa tako naprej, se tudi o tem, ker problem je v tem, da ljudje ne postanejo, homoseksualni pač pri 18, postanemo prej, se pač, če bi do 18 lahko počakal, da se mi takrat vklop, bilo moje življenje veliko lažje, kot je bilo takrat. Tako da se mi zdi, da točno ta neko, kako bi rekel, zelo lahko, neinvazivno izobraževanje o obstoju nečesa pač lahko zelo pomaga, zaradi tega, ker predvsem tistim, ki se pravi ne toliko tistim, pač okolici pomaga v tem, ta normalnim pomaga v tem, da pač se, nimajo nekih strahov ali ne vem kaj pred ne vem čem. Tistim subjektom, ki jih pa to bolj zadeva, pa pomaga pri tem, da ne vem, ko pogledajo koga, ki ga ne bi smeli pogledati, ne dobijo šamarja nazaj, ali pa se ne počutijo tako, kot v taborišču, ki ne smeš pogledati paznika, ker jih dobiš po glavi, ker v tem je problem, to so take stvari, te stvari se zažrejo, in če si probam predstavljati, mislim, če imaš to zdaj, ker je pa, kaj je problem, mislim, še to bi rekel, tisto, kar dobijo zdaj te, ko se rekel, ne živijo samo na vrhniki ljudje, ampak živijo tudi pač, upeti v svetovno dogajanje, tisto, kar so, vse to mislim, diskursa, pač globalni, v tem smislu, dobijo to, mislim, na eni strani dobijo podporo v neki navidezni ponavadi vednosti, in to je taki vednost, občutek, da ti veš, da so stvari prav, pa kakor si postaviš teorijo, ta je tista, ki ti, da to prepričanje, ki je za ideologijo in za delovanje najbolj nujno. Tudi, tako bi rekel, tudi nacizem je mogel biti zelo jasno, znanstveno, pseudoznanstveno utemeljen, da so ljudje iz tega, ko so vedeli v nekem smislu za superiornost neke določene rase, lahko
izvajali stvari, ne da bi bili čist najbolj ultrapodporniki nacizma. Ne? In take ljudi se vedno lovi na ta način. Ne? Se pravi, da ti hočeš prakso zavračujočo proizvest, če to delaš, ne pa nekih prepričanih subjektov, ki ti bojo sledili na prvih barikadah proti LGBTQ+. Tako da O zdravorazumskosti bi jaz sam še ena misel mi je prišla. Zdravorazumsko je bilo pred 50 leti tudi to, da sta družina oče in mama, ki sta zavedno srečno ali nesrečno poročena in se nikoli ne ločita, zdaj pa pač je povsem normalno in zdravorazumsko, da grejo ljudje tudi narazen, če niso več srečni v svoji družini, in celo predsedniki desnih strank se lahko normalno ločijo zdravorazumsko. Sem toliko zdravem razumu. No? Ja, ampak še vedno, kako bi rekel, še vedno ni isto. Lahko bi rekel, da je isto, ampak dejansko po vseh, bi rekel, statističnih kazateljih ni isto, če imaš ti družbo, kjer je razveza 50%, 60% ali pa zgolj 15%. V kakšnem smislu? Vidimo recimo v Ameriki. Zadnjič sem bral en članek, ki je zelo zanimivo kaže na statistike. Med revnimi ljudmi je razveza v Ameriki izjemno visoka. Med temi visokim srednjim slojem 7% ali nekaj takega. V nasprotju s tem, kar bi mi mislili, če bi gledali samo... Sloveniji... Hočem reči, obstajajo potem tudi razlike v kako bi rekel, kakšno družbo si želimo. Ne? Ja. V Sloveniji je sicer stanje po moje... Jaz tudi odgovorim. Jaz mislim, da se moramo vsi truditi, da bo Slovenija družba, v kateri lahko transspolne osebe varno živijo. Absolutno. Javno izkazujejo svojo identiteto, v katerem je to popolnoma nič problematičnega in imajo vse pravice, kot ostaje, da tukaj ne bo, da bo moč. Zato se treba tudi boriti. Ampak kako bi rekel, razmišljanje, da to bo samo po sebi prišlo brez nekega inteligentnega, kako bi rekel, razlaganje ljudi, senzibilizacije in tako dalje, samo z nekim fiatom, ne, od zunaj, tako se pač družbene spremembe ne dogajajo. Ne? Jaz bi samo dodala, da kar se tiče razvez, oprosti, je po moje pri nas drugačna slika, ker recimo mi je enkrat razlagala ena glede revni, ločice je lahko tudi zelo drago. Ja. Dogajajo se, razlagali mi je enkrat zdaj smo res zašli, ena odvetnica, ne, da v bistvu je že doživela, da sta k njej prišla dva, ki nista bila za skupaj in sta se želela ločiti in sta ugotovila, da oba imata kredit, delata na minimalcih, nista se mogla ločiti. Ti ljudje morajo skupaj živeti. To se mi zdi v bistvu še ena od tragedij. Ampak hočem reči, samo po sebi, kar se pa tiče vpliva na otroke, ne, je pa dokazano, da v bistvu to, v kakšni skupnosti živi enostarševski, večstarševski, živita skupaj, sestavljena družina, LGBT družina, nima veze, ampak je ta čustven input skrbnikov tisti, ki vpliva na psihično podobo in dobrobit otroka. To so pa raziskave pokazale. Kar tudi pred najverjetno par desetletij še ni bilo zdravorazumsko, zdaj pa pač vemo, da tako je. Res smo zašli. Prišli smo zdaj do nekih problemov, ki presegajo to, kdo bo pač Fajon, Janša, tako naprej. Ja, in temu rečemo, da smo zašli. Nismo zašli, prišli smo. Prišli smo in tukaj, da se zdaj navežem, kaj je rekel prej Tadej, ne, glede tega, kar se zdaj širi, ne, zdaj panika zadnjega tedna, ne, se pravi, ali bomo 9-letnim otrokom povedali, da obstajajo transspolne osebe in tako dalje, da ne vsi padejo v te binarne kategorije, kar je neko dejstvo, ki vedno obstajalo. Je točno to, ne, v bistvu, okej, rečeš, da je 9 let premlado, potem dej konkreten predlog. Kaj, 11 let, 12 let, ne? In zagovarja potem ta predlog. Ko se enkrat začne, ko enkrat znamo debato spraviti iz teh abstraktnih, to, kar smo prečitali, da se dogaja ne, povsod po svetu in da zdaj pač kulturni marksizem hoče uničiti koncept spola in tako dalje, na konkretna vprašanja, potem smo v neki drugi dinamiki politični, ne. Ampak mi imamo tako politiko, v katerem, ravno prej, ko smo govorili o referendumu, vsako konkretno vprašanje, vsako politično vprašanje, kjer se je mogoče domeniti, ker je mogoče dejansko se pogovarjati o konkretnih rešitvah, zvedamo na to vprašanje, bi rekel, kulturnih preferenc, pa kakorkoli, ne, ker ni mogoč dogovor.
ne? Kjer ni mogoč noben kompromis. Zato mislim, da to je nek star Gramscijev, če se govorimo o kulturnem marksizmu, citat, ko enkrat prevedemo politična vprašanja v kulturna, jih naredimo nazaj nerešljiva. In to mi sistematično počnemo. Okay. Hvala lepa obema. Ja. Drugič nadaljujemo spet pri... Gremo nazaj. Hvala. Smo končali. Hvala tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Kmalu se spet vidimo.